Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Seneca, moralna pisma. Naša duša je včasih kralj, včasih tiron. Kralj, ki se zavzema za častno, varuje dobro zdravje telesa, ki mu je zaupano, in mu ne daje nizkotnih ali ponižujočih ukazov. Toda nekontrolirana, polna želja, pretirano razvajena duša se iz kralja spremeni v najbolj strašeno in zaničevano stvar, tirana. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Obstaja močna analogija, ki jo Seneca uporablja za opis duše. Govori o duši kot o kralju in tiranu. Toda kaj ta analogija pomeni za nas danes? Kralj je nekdo, ki služi ljudstvu. Varuje dobrobit tistih, ki so mu zaupani. Če je duša kralj, to pomeni, da posluša naše potrebe, se zavzema za naše zdravje in nam ne narekuje nizkotnih ali ponižujočih dejanj. Toda kaj se zgodi, ko kralj izgubi nadzor? Kaj se zgodi, ko se preda svojim željam in užitkom? Seneca opozarja, da se lahko ta kralj spremeni v tirana. Tiron je nekdo, ki zlorablja svojo moč, ki deluje v svojo korist na škodo drugih. Za moderne ljudi je to lahko analogija za naše notranje boje. Ko smo usklajeni s svojimi potrebami in vrednotami, smo kot kralj. Toda ko se prepustimo svojim željam in impulzom, postanemo tiron. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu, in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.